Pozdravljeni, Bojan Gaves je moje ime iz podjetja Energa Maribor. Namen današnjega kratkega videa je, kako, na kakšen način vam pomagamo pri izpolnjevanju priročnika oziroma checkliste za prezračevanje in hlajenje proizvodne hale. Kaj je potrebno vedeti pri tem, kaj je potrebno pripraviti in kateri so naslednji koraki, kajti to je tisto, da ne pridemo takoj na prvi sestanek, ampak da na prvi sestanek že pridemo z določenimi predlogi in z informacijami, da je sestanek z vami potem čim bolj konstruktiven. Torej, na internetu si ta priročnik lahko snamete in potem, ko ga dobite, se vam pojavi ta začetna stran in vas takoj vodi potem na naslednjo stran. Zelo pomembno na začetku je trenutni posnetek stanja. Torej, predvsem, kakšna je grafična podloga, ali je to v obliki DVG, ali je to v PDF formatu, najboljše seveda v AutoCAD formatu, predvsem, da vidimo, kakšno grafično podlogo imate, tudi kakšen layout proizvodnje je zelo pomembno in seveda tukaj je fajn, da to označite, hkrati pa to pomeni tudi, da nam priložite. Zelo pomembno je, da to nekako dobimo kot prilogo zraven kot odgovor tej checklisti. Pomembni so tudi prerezi, kajti dostikrat je potrebno videti, kakšna je višina proizvodnih hal, da na osnovi tega lahko ustrezno koncipiramo seveda sistem. Pomembno je naslednje, kar je pridobitev podatkov o gradbeni zasnovi vaše proizvodne hale. Kakšna je toplotna izolacija sten, je potrebno zapisati. To ni samo, da odkljukate, ampak je fajn, da to zapišete. Ali zapišete v mailu, ali zapišete kar tukaj, ročno, pripišete zraven, ali kakorkoli, ali pa tudi v obliki Word dokumenta kot priloga zraven. Velja za vse, torej gradbene elemente, kakšna je njihova značilnost, tako kot je tudi tukaj navedeno. To je pomembno zato, da lahko določimo oziroma transmisijske izgube, da lahko določimo dobitke, toplote tudi zaradi sončnega sevanja in vse tisto, kar je potrebno za to, da bomo lahko koncipirali ogrevanje in hlajenje v proizvodni hali. Pomembno naslednje, kakšno je trenutno izvedeno ogrevanje stavbe, kakšen je izvor energije, parameter, ki ga dostikrat rabimo, ali je treba kaj na novo predvideti, ali je obstoječi sistem, na katerega se priklapljamo, pomembno, zato ker če se na obstoječi sistem priklapljamo, ali imamo dovolj rezerve na tem sistemu, tudi tu je nekaj, kar je potrebno malo opisati, malo več opisati, da nam date čim več teh informacij. Kateri energenti so na razpolago, tisto, s čemer zdaj obratujete, pomembno pa tudi, kaj imate v prihodnosti v mislih, ali imate zdaj na primer kurilno olje, potem pa prehajate na plin ali pa na električno energijo, se pravi, je dobro, da to tudi napišete. Torej, predvsem pri tem ne želimo, da odkljukate, to vam je samo kot neke vrste opomnik, da potem vi lahko zapišete parameter. Zelo pomembno pri načrtovanju in pri izdelavi koncepta je, kaj se pričakuje od neke investicije, kaj se pričakuje od nekega prezračevanja in kakšne parametre želite imeti. To je danes pomemben parameter, predvsem poleti. Mnogokrat se zgodi, da bi se rado hladilo in je pomembno, da vemo, kakšna je poleti temperatura in kakšna vlaga. Če tega slučajno ne poznate, ni problem. Pokličite, se lahko dogovorimo, se lahko slišimo in skupno dorečemo to temperaturo. Vendar je pomembno, da ta podatek dobimo. Enako pomembno je tudi zaradi tega, kajti dostikrat tehnologija narekuje zahtevane podatke. Seveda takrat moramo se prilagajati sami tehnologiji in v tem primeru je smiselno, da te podatke izpolni tudi tehnolog. Zato je to tudi vse napisano, kot rečeno, odkljukate in hkrati opišete še tiste neke zahtevane parametre ali pa dodatno pojasnite te vrednosti. Ali je še kakšen specifični problem, kot smo rekli, ali so že določeni izračuni narejeni. Se pravi, vse to, kar je tukaj, smo poskusili na nek način vas usmeriti v mislih, da o tem razmišljate, seveda je pa smiselno, da to nam tudi podate in nam tudi opišete. Za nas kot snovalce koncepta
je pomembno, o kakšni višini investicij se vi pogovarjate. To ni informacija, ki bi pomenila, da bomo mi točno v tej višini za vas predvideli investicijo. Ne, to je samo za nas informacija, da vemo, v kakšni smeri opreme, v kakšni smeri razdelave, v kakšni smeri razdelave gremo v nekem določenem projektu. Projekti in koncepti so lahko različni. Lahko se gre na price performance rešitev, lahko se gre na premium rešitev, ekskluzivne rešitve. Torej, vse to je danes možno, energetsko najučinkovitejše rešitve, ki zahtevajo pač neke določene večje posege. To je vse možno, ampak vse je povezano seveda z višino sredstev in pomembno je, da ta podatek dobimo, kajti na osnovi tega potem se lažje mi usmerimo v pripravo konceptov. In zato je vaš budžet zelo pomemben. Za nas pomembna tudi dinamika, to je osnovna informacija, do kdaj bi to rabili imeti, to investicijo speljano, kajti prvi podatek, ki je pomemben za nas, je seveda oprema in dobavni roki te opreme. Če se zgodi, da nekaj vi želite imeti v 2-3 mesecih, mi pa vemo, da je dobavni rok za določeno glavno opremo 3 mesece, potem ali pa 4, potem je zelo težko to investicijo izpeljati in se moramo potem začeti pogovarjati tudi na to temo. Kot zadnja točka so podatki o projektu, torej čisto tako, da si vas mi zavedemo in da vas tudi imamo potem v naši bazi, da lažje potem z vami vzpostavljamo in vodimo komunikacijo. Ko imamo mi to vse skupaj pridobljeno na osnovi teh točk, skozi katere smo sedaj šli, je naša naloga, da pripravimo koncept, da pripravimo neki osnutek in z tem osnutkom, oboroženi na osnovi teh podatkov, oboroženi z višino investicije, pridemo do vas. To je potem prvi sestanek in ta prvi sestanek je že konstruktiven sestanek. Na njem se že lažje pogovarjamo, kaj je možno, kaj ni možno, kje lahko nameščamo opremo, kje ne moremo nameščati, na kaj moramo paziti, ali pa kateri so še parametri, o katerih moramo se skrbeti ali pa razmišljati, ter tudi o tem, da vi že veste, kakšna bo višina investicij in da že takoj potem začnemo se pogovarjati v pravi smeri. Pravi, da naslednji ali pa tak prvi sestanek v takšen že več ni za nas prvi sestanek, to je že sestanek, ki nam omogoča vsem, da v bistvu zelo natančno in detaljneje opredelimo, kaj se bo delalo oziroma če se bo sploh delalo ali pa se bo sploh šlo v takšno investicijo. In ta prvi sestanek je potem tudi ogled, da se še enkrat preveri, seveda, ali je vse to možno, kaj smo mi tam zasnovali, ali ne, da lahko to pokorigiramo, hkrati pa se pogovarjamo potem o naslednjih korakih. Vedno je in navadno to vedno predlagamo, da se izdela projektna dokumentacija, kajti pri izdelavi projektne dokumentacije se definirajo vsi parametri. Še med projektno dokumentacijo zagotovo pride do idej pri investitorju, kaj bi še potrebno narediti, na kaj je še potrebno paziti. Tudi tehnologi se še kaj spomnijo in je takrat seveda v času te izdelave projektne dokumentacije to smiselno zajeti. Za projektno dokumentacijo dobite grafično rešitev problema, to je, mi govorimo, da je izdelava projektne dokumentacije investicija in ne strošek, kajti z izdelavo projektne dokumentacije se dorečejo na papirju vsi detajli, vse značilnosti in karakteristike projekta, hkrati pa dobite popis materiala in del, ki je transparentna predstavitev samega projekta, predvsem v višini investicije, kajti s popisom materiala in del pridobite ponudbe različnih ponudnikov in na ta način potem točno veste, kje se nahajate. Tako da mi predlagamo projektno dokumentacijo. Seveda nadaljevanju je se pa potem po izdelavi projektne dokumentacije, to je pogodbeni odnos, ki se sklene, potem se pa vi seveda odločite, ali je smiselno iti sedaj v to investicijo ali kaj kasneje in seveda lahko definiramo potem, kakšne so možnosti sodelovanja Menerge naprej pri vas, ali bomo delali samo kot neke vrste nadzor, pri izvedbi imate svoje izvajalce ali sodelujemo tudi z drugimi podjetji, pa v bistvu smo mi neke vrste koordinator del, kakorkoli, to je seveda vse odprto, to je vse stvar dogovora. Na ta način je to sodelovanje ali pa ta checklista kot takšna izpolnjena in definirana, seveda je pa v nadaljevanju tega priročnika potem
tudi še dodatna navodila ali pa informacije o tem, kako pravzaprav vse skupaj poteka. In kje je domena koga, ali vas kot investitorja oziroma nas kot Menerge. Seveda želja in nadaljevanje celotne zgodbe po projektiranju je ta, da tudi potem sodelujemo pri dobavi opreme in pri zagonu opreme, seveda na ta način potem mi tudi garantiramo, da vse tisto, kar smo nas projektirali, v resnici tudi dosegate. To je tisti naš zadnji korak, pri katerem zelo tvorno sodelujemo, zato je pa v primeru, če imate svoje izvajalce, kar sicer pozdravljamo, nekako naš predlog, da sodelujemo v fazi izvedbe z nadzorom, da res vidimo tisto, kar smo sprojektirali, potem se tudi izvaja, da se izvede tako, kajti na ta način bo zagotovo potem vse tisto, kar smo se dogovarjali, da bi dosegli znotraj projektne dokumentacije, v realnosti tudi dosežemo. Zato želimo sodelovati že tudi v fazi izvedbe, seveda. In na koncu je šolanje uporabnika, da pač uporabnik na ta način dobi v upravljanje tehnologijo, upravljanje ta celoten sistem, da je seznanjen z njim, hkrati pa mu tudi mi še stalno nudimo podporo nadaljavo, kajti današnja tehnika že omogoča tudi vse te tako imenovane web strežnike, preko katerih z oddaljenih mest prihajamo do naprave in preverjamo parametre in seveda uporabniku potem vodimo tudi skozi proces vzdrževanja in spremljanja parametrov, tako da si pač lahko sam tudi nastavlja parametre delovanja glede na njegovo tehnologijo in zahteve, ki so pač v sami proizvodni hali. To je na kratko, kar se tiče tega priročnika za checklisto, da povzamem. Vse informacije so nam pomembne za to, da nastavimo in izdelamo koncept. Ta koncept prezračevanja in klimatizacije, ogrevanja, hlajenja hale je osnova za prihod na sestanek, na katerem potem definiramo ene detajle ali pa tiste ključne zadeve znotraj samega projekta in nenazadnje se tudi investitor odloči, ali se bo sploh šlo v ta projekt ali ne, glede na to, da je pač morda investicija previsoka ali pa celo so posegi preveč zahtevni. Torej, na checklisto vas prosim, da greste skozi vsako posamezno točko, preverite te točke, dopišete ali napišete poseben dokument ali v mail te točke, te odgovore, opise in vse to je nam potem vodilo naprej za nadaljnje sestanke in nadaljnje korake pri sodelovanju z vami.